Torej, danes smo se zbrali, da po nekaj mesecih nekega mrtvega teka, ki je vladal na projektu obnove Starega trga, podpišemo pogodbo, s katero bo izvajalec del, to je v konkretnem primeru podjetje Kongrad iz Slovenskih Konjic, ki bo izvedlo vsa tista dela, ki so še ostala nedokončana po tistem znanih zapletih, ki smo jih imeli z prejšnjim izvajalcem del. In ta pogodba nakazuje, da je vrednost del dobrih 412 000 evrov, govorim o podatku brez DDV-ja, in v roku do 31. julija letošnjega leta se izvajalec zavezuje, da bo ta dela tudi opravil. Je pa nominiran že sedaj podizvajalec za kamnoseška dela, to je podjetje Stonex d.o.o. iz Šentjurja, ki je že predtem izvajalo tudi ta kamnoseška dela kot podizvajalec podjetja CMC. Glede samega razpisa se je res da nekoliko zavlekel, ampak dejstvo je bilo, da na prvem razpisu nismo dobili nobene ponudbe in smo v skladu z zakonom o javnih naročilih nadaljevali postopek z neposrednimi pogajanji, kjer pa smo pozvali 3 podjetja, da predložijo svoje ponudbe. V prvi vrsti nam je bil cilj, da izberemo podjetje, ki je strokovno usposobljeno, ki ima reference za izvedbo teh del, in pa, ker smo imeli prosto možnost, ali se pogajamo z enim ali z več ponudniki, smo se odločili, da pozovemo domače izvajalce in pa eno od podjetij, ki je na prvem razpisu, takrat čisto prvem, bilo zelo blizu z svojo ponudbo. No in po 2 krogih pogajanj smo prišli do izvajalca gradbenih del, kajti podjetje Kongrad je na koncu v drugem krogu bilo edino, ki je podalo sprejemljivo ponudbo. Eden od ponudnikov se je umaknil, ta drugi pa je tudi v drugem krogu pač predložil ponudbo, ki je bilo potrebno zavrniti, ker je njena vrednost presegala zagotovljena finančna sredstva. Toliko na kratko, jaz pa predvidevam, da bo direktor gospod Lašič tudi želel kakšno besedico, svoj pogled na ta posel, ki je pred nami, in verjamem, da bo v teh nekaj mesecih, da bo trg in tudi športni park in pa tudi igrala, da bo našlo svoje mesto, da bo ta izgled Starega trga takšen, kot smo si ga vsi skupaj želeli. Za našo družbo bi povedal, da kot je že župan omenil, da smo bili izbrani kot najugodnejši ponudnik za izvedbo del dokončanja projekta celovite ureditve Starega trga s parkom. Naša družba bo dela izvedla v glavnem z lastnimi kapacitetami, razen kamnoseških del, ki jih bo izvajala družba Stonex. Zaključek del je predviden 31. julij in mislim, da nam bo v tem času tudi uspelo ta dela dokončati in predati naročniku občini Slovenske Konjice. To je to. Super. Jaz predlagam, da greva kar k podpisu pogodbe. Obnovo konjiškega mestnega jedra in parka bo nadaljevalo lokalno podjetje Kongrad. Direktor podjetja Franc Lašič je z županom občine Slovenske Konjice Miranom Gorinškom v ponedeljek 18. marca v dopoldanskih urah v prostorih konjiške občine podpisal pogodbo o dokončanju projekta celovita ureditev Starega trga s parkom. Na razpis, ki se je zaključil lani decembra, se z uradno ponudbo ni odzvalo nobeno podjetje, zato so na občini Slovenske Konjice izvajalca poiskali z neposrednimi pogajanji.
Po 2 krogih pogajanj je bil med vsemi ponudniki najugodnejši Kongrad d.d. iz Slovenskih Konjic. In začetek del, nekaj del je takšnih, ki se jih lahko pripravi na sedežu družbe prej, potem pa mislim, da naslednji teden bomo že na terenu. Se pravi, drugi teden bojo že delavci tu, ne? Ja. Je pa tako potrebno igrala naročiti, Ja. tako da to vzame svoj čas, ne? Začeli bomo, še to lahko dodam, v 2 delih. Terminski plan bo sestavljen v 2 delih. En del bo zajemal ureditev Starega trga, torej kamnoseška dela, pa obnove coklov na fasadah, potem ureditev nadstrešnice pri tržnici. Drugi del pa bo zavzemal, v drugem delu pa bo ureditev parka, torej otroški park in park za odrasle, torej športni park. Tako da upamo, da bo potem tole ugodno tudi vplivalo na potek del, pa pravzaprav na sam zaključek del. Ja, v bistvu je v parku to, kar smo se pogovarjali, tiste poti, ko so zdaj razkopane, ostale, ne? Poti v športnem parku in pa igrala tam pod dvorcem Trebnik. Tako je. To je predvideno v sklopu tega, ne? To pa je tako direktor povedal na trgu, kar je kamnoseška dela, pa fasade. Fasade, ja. Ja. Pa tale spomenik pride predstavljen, ne? To je tudi en tak poseg. To kužno znamenje pride postavljeno nad potok, tukaj je nekoč bilo, ne? Ja, tu v trgu je še predvidena ureditev tele ulice tam, ko pride not pri bivši trgovini živila, potem še potok, torej ureditev pregrad v potoku, ja, bregovi, pa neke osvetlitve, ja, tudi električarskih del je nekaj precej, pa ograje na mostičkih, ki so že narejeni, pa ograje na levi strani, če gledamo gor, skozi vzdolžno ob potoku, ne. Tukaj je pešconi. Ja, na pešconi. Še pa tudi vi pojavite te časovne, ne, omejitve glede evropskih sredstev, kako? Ja, v bistvu smo že v lanskem letu si izpogajali še daljši rok, tako da smo v roku za koriščenje, ne. Takrat smo zaprosili za enoletno podaljšanje, ker nismo vedeli, kako bo, ampak do poletja to mora biti končano, ne. En del še je na tržnici, tam pride ena streha, takšna pergola, pa nekaj še ograj, takšni, ki manjkajo, ki bi že morale biti, pa še niso, no. Koliko ste rekli vrednosti? 412, brez davka, ne. Od tega je dobrih 100 000, so še kamnoseška dela, ne. Od tega ali plus? Od tega. To je sklop od tega. Vse je tam, ko je priglašen. 104 000 so kamnoseška dela, ne. Ostalo je pa to. Tudi izdelko ne bi že prej bil, ne, če prav razumem, Ne. Vse, kar je predmet zdaj, bi že moglo biti prej, ne. Zdaj smo pač nadaljujemo dela, ki so takrat bila prekinjena zaradi znanih razlogov. Ja, to bi že vse moralo biti končano, ne. Mislim se, park je kot neka druga celota, ne, zato sem mislila. V sklopu tega projekta. V sklopu že, ampak, ja. Kamnoseška dela, seveda, pomembno je to, da gremo z istimi materiali in z istim izvajalcem, da se ne bi zdaj pojavila razlika, ne. To, kar je že vgrajeno, zdaj pa neka druga varianta, ne. In tu sta se tudi našla, ne, kot nosilec posla in podizvajalec, ne. Samo oživitev se že zdaj kaj pozna, da spet prihaja življenje v mesto? Interesa je več, ne. Pojavljajo se interesenti, ampak naletimo na drugo težavo, ne. Ta odnos med ponudbo in povpraševanjem. Pričakovane najemnine so očitno previsoke, ne, da bi lahko preživeli. Po drugi strani pa spet razumemo te ljudi, ki so dobili zdaj vrnjene nepremičnine, te objekte v stanju takšnem, kot so, in so nujno potrebni nekih finančnih vložkov. In ne vem, enkrat bo prišlo do tega ravnovesja, da bo tudi za manjšo najemnino, samo da bo lokal živo, ne.